27. dan šmarnic, ko zvemo, da je vredno vztrajati v molitvi in kdo je boljši teolog od teologov. Peter se je že pogovarjal z Marijo, svetniki, z Jezusom in Svetim Duhom, nato pa je o skrivnosti Svete Trojice spregovoril še z Bogom Očetom. Spomnil se je tudi dedijevega zavetnika, ki je veliko razmišljal o Bogu, svetega Avguština. Sveti Avguštin je veselo pomežiknil Petru. Zakaj se mi smeješ? Je mali pomežiknil nazaj. Kako, zakaj? Vesel sem te, je odgovoril svetnik. Vesel sem zate, o, blagor ti, Petrček. Kako to misliš? Je zanimalo fantiča. Tako, je s čudno žalostjo v glasu in z velikim veseljem na obrazu kar malo zavzdihnil Avguštin. Majhen si še, otrok, pa že iščeš Boga, sprašuješ, odkrivaš, moliš, blagor ti, zgodaj si začel. Mar ti nisi? Se je čudil Peter. Ne, žal ne, je priznal svetnik. Pozno sem vzljubil Boga. Veš, moj oče ni poznal Jezusa, mama pa me je vzgajala v krščanskem nauku, a sem, tako kot otroci to radi stori, še posebej fantje, sledil očetovemu zgledu. Zapravil sem svojo mladost za vse mogoče neumnosti. Moja mati Monika pa je ves ta čas molila zame, več kot 30 let. 30 let! Je nejeverno ponovil deček in s pogledom oplazil ogromni rožni venec, ki je visel z Jezusovega križa. Kar na lepem se mu je zazdel še premajhen za molitev, ki traja kar 30 let. Petru pa se je že ena sama 10 tako neizmerno vleče. O ja, mama je vztrajala in ni obupala, je nadaljeval Avguštin. Take so mame. Take jih je ustvaril Bog in k Bogu so me njene molitve in solze tudi pripeljale. Tudi starši mnogih mojih sošolcev ne hodijo k maši.
je zdaj na glas pomislil fantek. In ne vem, če njihove mamice kaj molijo zanje. Morda pa molijo babice ali pa dedki in potem smo tu še mi, nebeški zavetniki, da prosimo za svoje krščence, se je nasmehnil svetnik in nadaljeval. Veš, Peter, vsak si sam izbira pot, ki ga morda pripelje k Bogu, morda pa tudi ne. Oprosti, Avguštin, se je zdaj deček nekoliko v zadregi popraskal za ušesom. Vem, da si moder in učen mož, da si napisal veliko knjig o Bogu, tako mi je vsaj povedal dedi, ampak ne vem, če bo tole o poti čisto držalo. Veš, Jezus mi je rekel, da je on edina pot k Bogu. Sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj, se je zadovoljno in navihano zasmejal, se sklonil k malemu otroku in mu zaupljivo skoraj tovariško dejal. Peter, otroci ste edini, ki se lahko kosate s teologi. Saj veš, kaj je rekel Jezus. Če ne postanete kakor otroci, in Peter je zaključil, ne pridete v nebeško kraljestvo. Tako je pokimal svetnik. A Jezus je rekel tudi, jaz sem vrata. In kdor bo stopil skozi ta vrata, se bo rešil. Do teh vrat pa nas vodijo različne poti. Nekateri stopajo hitro, drugi počasi, nekateri z molitvijo, spet drugi z delom in darovanjem, nekateri celo s krvjo, za ceno lastnega življenja. Nekateri se na tej poti izgubljajo in nekateri žal tudi zgrešijo. A ko prestopiš prag teh vrat, ko spoznaš Jezusa, si na pravi poti, na edini poti. Kaj si mislil, ko si rekel, da nekateri vstopajo skozi vrata za ceno krvi? Ne razumem, je vprašal deček. So ljudje, ki Boga ne poznajo, je žalostno spregovoril Avguštin. So ljudje, ki Boga ne marajo, ga celo preganjajo in preganjajo tiste, ki govorijo o Bogu, o Božji ljubezni. Ko boš srečal take ljudi, mi bodo rekli, da sem nor. Vem, to sta mi povedala že Peter in Pavel, je vskočil deček. Svetnik pa je pokimal. Da, a zgodi se lahko še kaj hujšega, kar vprašaj mučence. In je z roko pokazal podse, kjer so v najširšem delu oltarja stali 3 svetniki s palmovimi vejami v rokah. Vprašaj recimo Štefana, on je prvi med mučenci. Prvi, ki je dal svoje življenje za Jezusa. Peter se je spet praskal za ušesom. Oprosti, Avguštin, mislim, nočem, da bi... Ampak, ali niso prvi svoja življenja za Jezusa dali otroci v Betlehemu, ki jih je pobil Herod? Sveti Avguštin se je presenečen zazrl v dečkov obraz, nato pa se je samo nasmehnil, se ozrl navzgor k Sveti Trojici in zamrmral. Hvala ti, Bog, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Ter obstal v oltarju, spet nepremičen, kot kip. Dragi otroci, sedaj pa zmolimo še sklepno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Jezus, v zgodbi nam je sveti Avguštin dejal, da je njegova mama kar 30 let molila za njegovo spreobrnenje. Kako zelo vztrajna je bila. Daj, da bi bili tudi mi vztrajni v molitvi
in da bi se vedno radi pogovarjali s teboj in s tvojo mati Marijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lahko noč. Dobri Bog, res hvala ti za ta današnji dan, ki si ljubeznijo zapisal si ga slavo.